Vsi se zavedamo, da je trenutna gospodarska in finančna situacija, da sta v Sloveniji slabi. Vrsto gospodarskih ukrepov sprejemamo zato, da bi spodbudili gospodarstvo, da bi se izboljšalo stanje in sem prepričana, da bodo nekateri ukrepi tudi kmalu prijeli. Kar se pa tiče finančne situacije, moramo seveda rešiti probleme s slovenskimi bankami. Tukaj pričakujem ponovno skrben pregled stanja v Novi Ljubljanski banki in v drugi državni banki. Seveda si želimo, da bi uspeli vse skupaj spraviti pod državni holding, ki bi odgovorno in skrbno ravnal z državnim premoženjem. Stanje je slabo, nismo uspeli najti kupca za Novo Ljubljansko banko, skrben pregled je bil pomanjkljiv, vendar verjamem, da bo nadaljnji pregled prikazal resnično stanje. Seveda se ne moremo slepiti, da je to stanje zelo dobro, je veliko slabih naložb oziroma slabih terjatev. Ker pa si vsi skupaj prizadevamo, da bomo rešili tudi finančno situacijo v Sloveniji, verjamem, da nam bo do konca leta nekako uspelo prebroditi te osnovne težave. Slovenija ne sme biti 6. država članica, ki bi zaprosila za finančno pomoč. Prepričana sem, da je stanje takšno, da ga bomo lahko obvladali, zato pomoč ne bi smela biti aktualna. Varčevalni ukrepi so bili potrebni, enostavno zaradi tega, ker imamo preveč izdatkov, preveliko luknjo v državnem proračunu. Nekje je bilo treba začeti smo z omejevanjem sredstev porabe v javnem sektorju in to bo imelo dolgoročne posledice na državni proračun v tem smislu, da se bodo izdatki zmanjšali. Sicer so to neljubi ukrepi, nepriljubljeni, bodo prizadeli ljudi, vendar glede na to, da imamo veliko luknjo v proračunu, so bili enostavno potrebni in nujni. V Novi Sloveniji želimo, da bi se začetni pogoji za razpis referenduma nekoliko zaostrili, da bi povečali število zbranih podpisov, overovljenih podpisov in da bi se ti podpisi potem upoštevali v tisti končni kvoti. Vkolikor pa pride do referenduma, pa menimo, da mora biti rezultat veljaven, sicer podpiramo neudeležbo. Na koncu bodo kaznovali tisti, ki bodo prišli na referendum, medtem ko tisti, ki se ga ne bodo udeležili, bodo zmagali. Osnovno vodilo pri zmanjševanju teh pokojnin je bilo, da ne smejo biti prikrajšani tisti, ki že imajo tako nizke pokojnine in da je treba zmanjšati sredstva za pokojnine, ki ne izvirajo na podlagi plačanih prispevkov, pač pa iz določenih privilegijev. In v času krize je pač nujno potrebno, da posežemo tudi v to sfero. Tukaj se postavlja vprašanje, zakaj so upravičeni, namreč nikomur ni bilo nič odvzeto na podlagi nacionalnosti. Vsi ti, ki so izbrisani, so imeli priložnost, da uredijo svoj status. Žal nekateri tega niso želeli, namerno niso želeli izkoristiti. Vkolikor pa se je komu zgodila krivica, pa je prav, da jo država poravna. Zavedati pa se moramo, da denarja pač ni in da je veliko oškodovancev še iz časa Druge svetovne vojne in po njej, ki še vedno niso dobili ustreznih nadomestil oziroma povračila škode. Tako da nikakor ne gre prav pri tem segmentu ljudi tako zelo hiteti. Zaenkrat še ni razpisan kongres, niti kandidature, zato odločitve še nisem sprejela. V bližnji prihodnosti oziroma v jeseni pa se bo treba odločiti. Novo Slovenijo v prihodnosti vidim vedno višje, stabilna podpora je pa zaradi tega, ker imamo vedno jasno premočrtno linijo. Tisto, kar dejansko zastopamo, kar je v našem programu, želimo tudi uresničiti in se za to tudi jasno zavzemamo. Vzela si bom čas v začetku avgusta, najprej zato, da bom malo doma opravila vse tisto, kar vmes ne uspem, se malo odpočila, potem pa za nekaj dni na morje s kako dobro knjigo. Hvala tudi vam in lepo poletje vam želim.